Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta koprske Bonifike. Čakamo torej na pričetek tekme 11. kroga prve lige Telemark med Koprom in ljubljanskim Bravom. Torej po reprezentančnem odmoru se nadaljuje dogajanje na slovenskih zelenicah. Trener Zeljković presenetil z izbiro. Priložnost strel Kramariča. Sana, neverjetno kako Bravo igra, kako stržka Koprčani sploh pridejo do žoge, tudi v duelih niso najboljši zaenkrat. In spet Golubović je imel nekaj dela, vedno seveda ne bo tako. Sana, dobra žoga za Jakšiča, Jakšič v sredino, lepa akcija, še naprej Bravo danes igra visokih žog, nigerijski napadalec Edofoni. Vešner Tičić, dober skok in žoga v mreži. Strelec zadetka pa Benedičić. Benedičić je zadev, ravno ko si omenjal, da so to tudi lahko lepe priložnosti, da je Koper nevaren po prekinitvah, natančna podaja, in lepo je zadev Benedičić. Ja, to je nogomet, tudi ko nisi v najboljši situaciji na igrišču, potem pride en trenutek, ena prekinitev. Je pa sam že Andrej napovedal v studiu, da je Koper zadnja srečanja dobil iz prekinitev, zadnje srečanje v Sežani, če se ne motim, tako da nadaljuje s tem trendom tudi na današnji tekmi. Benedičić je dosegel prvi gol prav na zadnji tekmi pred reprezentančnim odmorom v Sežani. Še enkrat dobra podaja Vešner Tičića, njegova še četrta asistenca v tej sezoni. Kavčič, dobro se je ponudil Kramarič. Natančna podaja tudi za Trdina, to zna biti zdaj nevarno. Svetlin prečka in ostaja 1:0. In ki ga Matej bo nadomestil na njegovem standardnem položaju. Na desni boku seveda tu je zdaj Osuđi, priložnost za drugi gol Kopra. Osuđi mimo gola. Krasna priložnost, a zapravljena. Trdin in sodnik pušča prednost, podaja v prostor. Šipovac do žoge. Šipovac, Kotnik, 2:0. Kakšna akcija, Kotnik v svojem slogu. Zdelo se je, da te podaje ne bo dobil Kotnik, vendar natančna žoga. Dober zaključek, strel na prvo in premagan Fink. Vidim, kako je trener Grabič nejevoljen, ker je mislil, da je najprej Kotnik storil prekršek na sredini igrišča, nato je bil storjen prekršek nad njim. Tu pa igra zelo lepo vlogo, sodnik Perić mu pusti prednost. Še sami se obremenijo, ko teh številk in teh golov ni, tako da sigurno se vsi skupaj želijo, da bi Dario čim prej zadev. Ja, zdaj pa napaka prav Kolobariča in vratnico je zadev Kramarič. Danes ni sreče. 5 minut celo. Še je kanček upanja, dober zdaj strel Trdina, ampak pripravljen je bil na to Adnan Golubović. Zoran Zeljković, najprej čestitke za zmago. Danes je bilo kar težko igrati proti enemu zelo dobremu nasprotniku. Ja, tako kot smo pričakovali, v tem trenutku so bile najbolj pomembne točke. Jaz sem zelo zadovoljen, ne glede na vse, kajti dobro vemo, v kakšni smo trenutno situaciji in treba zmagovati in lažje pametni se učijo, ko zmagujejo, tako da še enkrat zavedamo se, da mi to lahko veliko bolje, da sploh, ko govorimo o nekem kreiranju, o posesti, da moramo še veliko delati, ampak če govorimo o neki obrambni liniji naši, mislim, da je bilo zelo dobro drugi polčas. Mi smo načrtno malo spustili linijo, ampak jaz nisem videl nekih izrazitih priložnosti razen pri oni zadnji napaki. Tako da, ja, gremo naprej, to je to.
Celotna enajsterica se je nekako tudi pomaknila nazaj, pomagala v bistvu obrambi pri izbijanju nasprotnikovih napadov. Je to nekakšna odgovornost, ki jo tudi zahtevate od svojih varovancev? Ma ja, kot sem rekel, se pravi, načrtno smo se malo potegnili niže, vedeli, da bo vedno več prostora, tudi z protinapadom imeli vsaj dve zelo dobre obetavne situacije, nažalost ga nismo dali, ampak najbolj pomembno, da pač ne dobiš gola in vedel sem, da bomo imeli svoje priložnosti in še enkrat, točke so ostale doma, zavedamo se, da lahko dosti bolje in verjamite mi, da bomo. Danes ste izkoristili sicer dve izmed redkih priložnosti, lahko bi na nek način dejali, da se vam je povrnilo vse za nazaj za vse tiste zgrešene priložnosti, predvsem na začetku letošnje sezone. Ma ja, res je, v nogometu si na koncu vedno tam, kar zaslužiš. Zdaj trenutno smo bili nagrajeni za te par priložnosti, ki smo imeli. Na drugih tekmah smo dosti bolje igrali, dosti bolje kreirali, ampak smo bili pač v obrambi slabši. In na koncu vedno obramba zmaguje in kot sem rekel, to je neka dobra osnova, moramo pa normalno, kot sem rekel, dosti bolje. Zoran Zeljković, najlepša hvala in srečno. Dejan Grabič, kaj reči po vseh teh zapravljenih priložnosti, ko žoga noče v gol, pač noče? Nič, žal nam je. To ni edina tekma letos, ki se je odvila tako, kot se je današnja. Oni so igrali v nekem spremenjenem sistemu, 4-2, kar je nam se je izkazalo, da nam je odgovarjalo, saj kar se tiče igre. Se pravi, smo imeli ogromno prostora po boku, hitro odpirali napade, prihajali v med prostor, bili nevarni za gol, zadeli mislim, da vratnico dvakrat. Glede na to, koliko smo si ustvarili in koliko si je nasprotnik, je rezultat nerealen in škoda, da se nam je to ponovilo, ampak nimamo kaj. Moramo nadaljevati v podobnem ritmu, saj kar se tiče te vsebine, ki jo kažemo na igrišču. Mora se nam obrniti, ker ta sezona nas res nekaj uči, da verjetno vztrajnosti, da ne odstopamo od tega, kar delamo in bojo stvari prišle na svoje mesto. Zdaj pa, če bi bilo vse ok, če bi imeli kanček športne sreče v tej sezoni, se bi verjetno borili za mesta zgoraj. Tako smo pa sprijaznjeni s to težko borbo, ampak ne smemo obupati, ker smo na igrišču odlični. Dejali ste, da to ni prva tekma, ko ste zapravili tolikšno število priložnosti. Kako se da oziroma kako boste poskušali to popraviti, ker to se zdi, da ni zadeva, ki se da popraviti čez noč? Ne, mi imamo kakovost. Stvar je v tem, da se mogoče na trenutke malo preslabo odločamo. Danes niti ne. Danes se mi zdi, da je bilo vse smiselno. Mogoče sem predložkih strani, smo jih imeli ogromno danes in iz takih situacij treba dati bolj nevarne podaje. Na pamet govorim, od 25 predložkov, če smo dali 4 pol uporabne, sem rekel veliko. In je škoda, ker če tolikokrat prihajaš pred nasprotnikov gol, je treba biti konkretnejši, je treba to izkoristiti. Zaključki napadov in predložki, to so stvari, ki jih ogromno delamo. Ogromno in jaz sem prepričan, da se nam bo odprlo. Dejan Grabič, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Andrej Kotnik, z doseganjem zadetkov nadaljujete tudi po reprezentančni pauzi. Očitno ste letos res v življenjski formi. Ma ne, počutim se dobro, res tudi delamo dobro, tako da hvala Bogu, da mi je tako krenilo, no in to je zasluga cele ekipe, ne samo mene, nekega trdega dela, tako da jasno, zelo veseli vsi skupaj za te zadetke. Danes ste se nekoliko bolj potegnili nazaj, Bravo je večino tekme diktiral tempo. Je na ta način nekoliko težje igrati kot takrat, ko imate žogo v svoji posesti? Ja, mislim, tudi smo spremenili formacijo, tako da se še mogoče malo privajamo na to in mogoče tudi zaradi tega smo nekako pustili malo inicijativo Bravo, tako da, ampak vseeno, na koncu so pomembne 3 točke in gremo naprej tekmo po tekmo. Hvala in srečno v prihodnjih izzivih. Tamar Svetlin, danes ste bili podjetnejši, ste si ustvarjali tudi zrele priložnosti za dosego zadetka, pa ga vendarle niste uspeli doseči. Je bil morda za današnji poraz kriv oziroma bila kriva neučinkovitost pred nasprotnikovimi vrati? Ja, sigurno je bil to en del tega. Mislim, da smo bili dejansko res bolj nevarni od njih. Mislim, da čez celotno tekmo, razen mogoče zadnjih 15 minut, ko smo pač zaostali pa prevzeli več rizika v igri.
Ampak ja, no, vse pa strinjam s tem, da je to bil en faktor, ta neučinkovitost pred golom. Oni so bili učinkoviti in futbol se igra za gola, ne za šanse. Hvala in srečno.